To sem jaz. In to sva mi dva. In to je on. In to smo mi. Nice. Ponovadi si postreže kakšen šnopček, pa tako, no. Tam prevešcah pa to, ampak ja, se je kdaj zgodilo, da se ga je pač napil. Okay, ampak največ igraš pa tako, pač valjda ne na pogrebih, ampak kaj imaš jaz sploh ne vem točno, kaj imaš nek band, pa nek orkester, Jan mi je rekel, da v neparih stvarih igraš v bistvu, ne? Ali lahko poveš? Leni Ja. Kravac, pa da to sem. Ja, mislim, tako je. Na eni strani sem, v bistvu freelancer sem, no. Kar pomeni, da imam zadnjih, koliko to zdaj, pa že 10 let. Ja. 10 let nazaj sem recimo začel pri Leni Kravac igrati, sem povabil, takrat sem bil glih prvo letnik akademije in pol prek tega Balkan Fusion neki, metal, hip-hop neki. To je bilo veliko žanrov, zdaj naenkrat. Ja, pač to je projekt, ki ga je naš basist začel, na začetku je to pač DJ projekt. Leni Kravac. Ja. A res? To je bil DJ projekt, Šaro je začel pač rolati po tem imenom in je začel Balkan mešati z drum and bassom, ne. Okay, Pa sta pa zraven prišla, ki so bili, mislim, da Cimri pa sodelavci, Kodrman, Ja, ne, Krubač, pol pa še Gianni, to je Gianni Popovski, drugač frontman od Noctiferije, metalc, ne. Pa pol kasneje tudi še Amela prišla, to je bila prva pevka, ne, in se je iz DJ seta se je to na nek live band in pol je tako vsak, ki je zraven prišel nekaj dodal, ne, zato smo bili zmeri nek tak fusion. Pa naš pevc je rekel, da mi smo dubioza za sirotinjo. Kao, if you order a dubioza from Wish. Ja, to se vi. Da drugače stil imate hud, meni skupaj. Ja, mislim tako. Sam ne igrate neki ful veliko. Ja, zdaj još kva. Bliž take je že ruska dača, ne. Čak ruska dača, ne. Lani smo bili v Švicariji, To pa, v Švicariji, no. oziroma lani, to je zdaj že predlani. Se pravi 2022, ki se je... Pa 2023 ste tudi neki bili, ne? Lani smo imeli pa... Neko Ljubljano. A ne, lani smo bili v Švicariji, 2023, ja. No, ja. To pa bili smo pol še... v 2022 smo pa dvakrat bili predskupina Dubioze. Predtem... Ja. Hudo. Ja, Murska Sobota pa Ljubljana, tam v Litostrov, ki je bil, kaj že, ritem. L56, in ritem mladosti je bil. Ja. Nice. Če nisem jaz celo bil na tem. To je bilo 2022. Ja. 2022? Ne, to pa ne. 2023 zdajle so imeli pred kratkim, novembra, takrat so imeli isto, sam ne vem, če je bil ritem mladosti, ampak so bili spet v Ljubljani, so bili eni drugi, ampak ja. Drugače ja, mislim, mi smo tam, do 2019 je bilo tudi tako, pač all-in, ne. Pa itak je korona prišla, pa malo spremembe tudi v zasedbi, pa itak korona, ker nam je pač večinoma so nam stvari šle, pa tudi band je malo tako. Zdaj pred kratkim si bil v par podcastih. Aha. Kva ste se tam pogovarjali, da nam zdaj isto govorili? Tam smo se pogovarjali. To je klasično vprašanje, kaj delaš, ali? Ja, ta klasično vprašanje, kdo si, kaj si. What are your pronouns? Ja, what is your gender? Okay. Ne vem, itak, v bistvu sem bil prvič na podcastu. No. Kako ti je bilo? Cool. Mislim, cool mi je bilo iz tega, ker itak poznal sem tega prvega, drugega hosta, kakorkoli, ker smo se že spoznali par let nazaj, pa nisem vedel, da je sploh podcast začel, pa je bil tako, jaz ta podcast delam, te mu povabim, imaš ziher kaj zanimivega za povedati, pa sem bil tako, ne vem, lahko povem. Ja, cool, pač, itak smo ful zafilozofirali, pa to si tak ful govorim. Valjda. Ej, ampak ti si študiral trobento, kakšno pa? A si jazz trobento študiral? Ne, to vsak, pa se sem imel to že na akademiji, mogoče malo tak, niti ni bil problem, ampak tako, veš, jaz sem po srednji glasbeni sem šel na akademijo, vse je bila to klasika, jaz sem študiral klasično glasbo in pa sem že v bistvu že v srednji šoli, veš, igral neki
pri orkestru, pa taka sodelovanja, pa druga sodelovanja, pa to, no, ko sem na akademijo začel, se je pa še vse začel širiti, ne, pa Leni Kravac pol, pa z Muratom in Joesom, pa Noctiferija, pa kva smo mi še? Delamaris. Pa Delamaris, ja. Delamaris. Ja. Ne vem, kako je zares. A je A ja, Damaris? misliš Damaris? Ja, Delamaris. To sem A pregledal. ja. Tako je Delamaris. Delal sem jaz za Delamaris. Ne, nisem delal za Delamaris. A sami lovijo ribe ali kako jih uvažajo Delamaris? Ne vem, mojem jih sami lovijo še vedno, tako old school. Ti si pa s trobento pol kaj, probo isto ujet kakšno noto trobento? Oj, Ali... ne Ne, sem gre- bil une fanfare, veš, ko odpluje barka, barka odpluje, pa ko nazaj pride, veš. Da opozori. No, da opozori. Ja. Fleet is coming, incoming. Jaz bil včeraj na LAN party. Ja, Je bilo dobro. ja, itak da je bilo. Na LAN partiju. Ja, tu imamo poslednji jezdeci apokalipse, se Ok. imenuje LAN party in skupina. To imamo v Kotlovnici v Kamniku, ki so, ne vem, Akademski kdaj so to center. že začeli. Ne? To je Goran Završnik, pa Rok Kosec, pa še enih par, pa Primož Jeres, pa še enih par so full age nazaj so začeli z LAN party in to še kar traja, enkrat na let imamo ponovadi tak cajt januarja in to je tako. Mislim, mogoče ni za mulce zdaj, ki igrajo razne te Fortnite pa te neke stvari, ker mi igramo, ne vem, včeraj smo igrali Age of Empires, Aha, res igrali old smo school. Call of Duty Enko, Unreal Tournament, Mhm, tako, te igrice so, no. Battlefield 1942, na primer. mhm. Včeraj smo imeli Deluxe Jump 2, ne. To sploh ne vem, kva je. To je skok. To je Jussi Koskela, in ne vem, če sem prav rekel, to je en Finc naredil. Včeraj sem prav rekel, upam, da mi je kdaj v življenju šanso ga srečati nekje, ne vem, ali bom kar napisal, Ja. ker bi ga prav objel in bi mu rekel hvala, da si mi polepšal Life. life, mladost. Pač skoki so to, veš, pa Pač Kakšni dejansko skoki? smučaš. A ja, Smučarski smučarski skoki, Pa ja. je tako 2D scena. 2D, dvojka A ja. je pravna, tako od strani. je. Platforma, Ja, ja. platform game. A daj In imaš tudi na telefonu, imaš zdaj. A res? Ja, Deluxe jump. ja. Nabijam. Koliko imaš tipk 3, a ne? V ASD. Ne, miška. Pač z miško ti pritisneš, ko skočiš, dvojni klik, pa greš z miško gor pa dol, zato da usmerjaš položaj skakalca in prestaneš pa, če se ne motim, se pravi desni, levi klik za telemark, če pa skrb stisneš, če pa skrb pa pritisneš, je pa ono sonožno. Kva. Ja, je čisto In do- folku ta igrca dogaja, ali kaj? To smo mi naredili. Kva. Ja, veš, pa še, to je bila še una fora, veš, da ne vem, Kva. recimo s bratom, ki itak niso, pač kot mulce, ni bilo keša pasivno, eno igrca si prvošel na mesec, če so ti daljne. In pa je bila, takrat je trojka ven že prišla, ki je bila že tako mal je bila že bolj grafično narejena in demo verzija imela, mislim, da ne 3 skakalence, sam odklenjene, in lahko si pač igral kakor turnir, a ne? Ampak mi dva se skozi v practice modu nabijali to, na koncu skako že tam nekam v podan. Top je bilo. Kako zanimivo. Smučarski skoki so meni že tako, a veš, že jaz ne štekam, zakaj folk gleda smučarske skoke. Zato, ker pač v bistvu folk gleda smučarske skoke, samo da vidi barve pa grb svoje zastave na dresu skakalca. Če bi Ja. vse skakalce v isto barvo oblekel, noben tega ne bi gledal, ker bi bilo ful nezanimivo, ker ti gledaš pač en in isti posnetek over and over again, ne? Pač nekdo skoči skakalence in prstane in pol pomaha vsem in to je to. Drugačko, jaz sem razmišljal, recimo, jaz sem bil enkrat v Planici, pa sej fajn, pa vzdušje, pa tako, no, mislim, vse ostalo, no, tudi, Ja, itak. kar se tam dogaja. No, sej fajn, sam, ker si tam, če nisi na nekem dobrem mestu, pa vidiš ti samo eno pikco, veš, kako gre, pa pač pa skoči in to je to. Na TV se res bolj vidno. Jaz Aha. raje na TV-ju gledam, no, kakor pa v živo. ne vem. In kaj, ene 3 pogledaš, pa itak je vse isto, pa veš, kako je. Ne, Pa pa nek že 6, pa že 2 sočasno skačeta. Ja. Vmes pa še To je igraš. bolj zanimivo. Vmes pa, A ja. ja, pa vmes, ja, na primer, ja, v Planici, jo, enkrat smo bili. je bilo Kao, kar- zakaj pa 2 naša skačeta? Sam je bilo zanimivo, takrat, ko smo bili mi v Planici,
ker smo bili mi v Planici z eno ekipo, z enim bendom, tudi še, pa smo se pa vračali nazaj, ne vem kdaj, na nedeljo smo bili, ja, ne vem, ob 4-5 smo se vračali nazaj, ja, pa malo prej, no, in itak se ful zabaše, pač cesta do Kranjske pa do naprej. Kranjske pa tam. In ena cesta gre v bistvu tam iz centra, ne, iz njihove baze, tako se pa zrušil eno in mi se furamo z avtobusom, gledamo na levo stran ali na desno in vidimo tam te neke kombije, pa tako, čakaj, so tu skakalci in so bili Norvežani. Aha. Pač oni so bili pijani do konca. Res, gor na kombiju so sedeli, pač cela ta ekipa ga pil, pa je šel en kjer je šel Fane imel, ali pa Forfang, ne vem. Je šel tam pač v hosto in Scatin je bil toliko pijen, da ni mogel pač normalno stati in pol je odzad prišel in ga je dejansko držal, res ne zafrkaval se pač. Jaz sem sam gledal, kako je to možno, ne, mi tako smo tam mahali in se čisto noreli, mahali nazaj, ampak res so se ga ob koncu sezone, so si res prvošili, no. Da je Planica zaključek, ja. Ja, tisti en per, ki ga po mojem, glede na to, koliko so Ja, dejansko. koliko so suhi. Ja, itak. In kaj, vi ste pa špilali tako tam? Ne, mi smo šli v bistvu tja gledati, sam to marsikdo ne vem, ampak jaz sem bil član narodno-zabavnega ansambla, neki let, ne vem, 4 leta smo igrali. Kateri ansambl pa je bil to? To so bili pa grajski kvintet. A res? Ja, Ne vem tega. res se pravi, to ben ne ve, ne? Tako kao nek metalc, Ja, nekaj klasika, se greš na neki glasbeno a veš, šolo, alter, ne. ono. Ja. In pa na koncu, ne, vse je bilo cool, je bil kar experience. A pol ta tvoj doprinos k fusionu, ki si prej rekel, je bil narodno-zabavna muzika v vašem bendu, pač ti Ja, si jaz Junka sem je prinesel Golico. element. Golica v Balkan, se združili. Hudo. In kako ti je bilo, daj povej malo, kako je tako live v teh narodno-zabavnih ansamblih? Pač špilaš po veselicah ali kaj pa? Ja, mi nismo imeli spet toliko veselic, kot smo imeli teh nekih 50-60 letnice poroke. Pač to je hard work, no, tako bom rekel. Ja? Ker itak ti nabereš opremo, se pravi, se moraš nekje na placu, v placu se moraš zbrati ob 12, ne, in naložiš opremo, greš do neke restauracije, do prizorišča, se pravi, si tam ob enih 2-3 tam postaviš, ob 6-7 pridejo gosti, se pravi, moraš tam igrati. Všeč mi je, kako nisi omenil Tonske, ker je verjetno ni bilo, ne? Ne, Tonska, Tonska je, itak. A ja, je? Ja, Sem mislil, da je to, okej. Ja. Kao, sej našteraš pa je. Ne, sej ponovadi tako, kaj itak veš, ne. Ker si že tokrat na štimu nastaviš, se on sam ima že preset narejen, pa je to, ne. In pol začneš, ne vem, okoli 7 ponovadi začneš igrati, igraš minimalno tam do juhce. Juhce goveja, ponovadi je goveje gobova. Ja, klasika. Ja, Pol še koliko malo je to igraš, govedine, ja, pač res ne vem. igraš malo še do glavne jedi, do glavnega dela večera in pol pa itak polnoči in do ponovadi tam 3-4 zjutraj konča, 3-4 zjutraj končaš, naložiš opremo in si v 6-7 doma. Noro. Ja, noro. čisto je To tako. porabiš za to, tako Cel res. 15 Ja. Šihtu ur. greš delati in Ja. naslednji dan boš zjebal na šihtu, če imaš. Ja. Saj, kdaj se nam je zgodilo, enkrat smo šli prav direkt, igrali smo, če se ne motim, nekje nad Cerknim, gor pač v Rovtah in smo imeli naslednji dan dejansko špil v Mengšu Okej. ob 12, ker so te, kaj že, Mengeška marela, kaj že, Ja, ja, pod 3 dni Mengeško traja. Marela, ja. Ali neka ta varianta, ker 3 dni traja, Ja, ne, in ja. smo imeli dejansko, ne vem, ob 12 enih špil. Mi smo prišli, fora je bilo še v tem tam v Cerknem, ti so nori so bili, tako prav, odzuni, ko smo vse že pospravili, smo še na parkirišču za une, ki so se dam odpravili, igrali še 1 uro sigurno, zato ker je rekli smo, dobro, zdaj pa že konci in ene prišel, ne, dajte še igrali, a veš, vrgo 100 evrov, dajte še pol ure igrati, ne, dajte še 1 rundo in smo dejansko na koncu je bilo mi moramo na špil, ne, in smo se, ne vem, 7, pol 8 smo se odpravili domov, prišli, ne vem, 9, pol 10, tam glih eno urco mal zalešti in ob 12, 11 igrati naprej za uro pa pol in vsi smo bili tako bledi, ker pač Ja.
Pripiti. Tudi kaj. Ne, mislim, jaz A si ti pil kdaj med nastopi? A piješ med nastopi? Pač ko ležite z njima, eni pijo, eni ne, pač res. Ne, to smo imeli pred včerajšnjem debato, ne, da moraš tako, ka veš, moraš pa tudi igrati, a veš. Se pravi, če piješ, ka veš, moraš piti tudi, ne. A ja, Ne vem, to, okej. pa če ni prav, to ne vem, jaz ne, tako bom rekel, Ne, vem, zdaj, da eni se ga ja. ubijajo. ja, ne, si tudi lej tako, in ne, tako bom rekel, saj, recimo pri narodno zabavni sceni, ki smo mi igrali, sploh na teh obletnicah, a veš, ki se pač starši ali pa te gostje sprostijo, pa ja, naš band in ti začnejo runde nositi in ti imaš kar naenkrat, a veš, tudi če bi rad vodo pil, imaš pred sabo, ne vem, 3-4 pere, sigurno, nekako to logično, da boš pa pač ti pil in je tako, kako, če imam en pir po možnosti v rokah, pa pred sabo imam še 5-6 pirov, ne. Tako da ja, ne, mislim, tako jaz sem opazil zadnje cajte, zadnjih par let, vsaj 5-6 let, naprimer, da ne smem nič, tudi pred nastopom nič, zato ker mi pol prsti grejo po svoje, jezik gre po svoje, pa v glavi, ne, nisem 100%. Ja, ker sem bil mulc tam 20, pa to pri Lenih, itak, da si veš, Leni, ko smo šli, rakija je bila obvezna, šampanjec smo imeli s sabo, tako si spil neki, ne, in je pa še malo, ne, tako rock and roll feeling, ne. Ja. Varaš tam po odrih. Sam ni bilo pa tako, da nikoli pa ni bilo pravuno, da bi bil pa tako recimo kakor nek tale, ko je že Goran, ko je že Bregovič. ne Bregovič, ko je že band Bare in Majke. Poznate? Čekaj, je ta... A ni Bare, Goran Bare. Bare, ja. Ja. Dobro, se on je marsikaj v življenju probo, ne, ampak veš, ni ta scena, da bi tam komi hodil, Ja. po govoru. Ja. Čekaj, kaj je bil ta en, ki je bil v Mariboru, ki je bil koncert, ki so ga odnesli dol? En dalmatinski pevci je bil. A ja, Tale, kaj že? ja, ki je bil toliko je bil zmatran, da Štendarjem dol padel. ja, dejansko. Čakaj, je bil od crvena jabolka. Ne, en ta, tako, Oliver Dragojević vibe, sam da je. A ja, tako solo. Taka Tako ta, ja. ki ima gostilno doma. Grdović Mladen. Mladen Grdović, ja. On je. Aha, okej. Ja. Ampak On se ga je, tako prav video obstaja. Ja, to je. Sem želel tudi pobere, ne več. A res? Samo bližina tleh in pol prekinejo na koncert. Ja. A najbolj je band, kad za sekundo vstal pa vidijo, če še živo, ok, pa je kar igrajo naprej. Ja, je treba odraditi, zaslužiti tisto. Ne, to je, mislim, tako pač. Kaj je najbolj bizarka, ki se je na odru doživel? Bizarka, ki sem jo na odru doživel. Ne, da je preletel, kaj vate. Ne, mislim, enkrat vem, da je en hotel na odrit in mi je štender, veš, mi je ruknil in mi je skoraj padel, mislim, štender me je skoraj v trobento, tako zadnji moment sem se odmaknil, ker drugače bi po trobenti kresnil in bi mi pač po zobeh bi ruknil in bi, to se je kar parkrat zgodilo, drugače pa kaj bilo kaj takega čudnega. Enkrat smo igrali z orkestrom, koncert Narodne noše, ne. In jaz sem Orkester mogel... govoriš za godbo. Godba, ja, no. Okay. Mestna godba Kamnik. In me je toliko catišal, da sem mogel vmes iti. Enemu sem rekel zraven, daj prevzem pač mojo linijo igre, ker jaz ne morem več in sem vmes laufal, zato da sem prišel nazaj, a veš, v ne pauze sem probal. Ampak res nisem mogel več, no. To je bilo res. Drugačno, tako bom rekel, več stvari sem videl, ker sem bil na kakšnih koncertih. Naprimer, bili smo enkrat na Metal Campu, oziroma Metal Days pa kasneje, ker so bili, kjer band je živel, ne morem se spomniti. Ampak zdaj ne vem, a je bilo pevcu slab, ali je bil pač prepit, pa itak sem imel turo, kar pomeni, ne vem, ponovadi tam 3 tedne, en mesec traja in je dec, poje, zalaufa, na rob odra bruhne in gre nazaj pet. In kada se nič ni zgodilo. Ja. Do tega, da sem tam 2010, pa 2010, ko sem bil prvič na Metal Campu, isto poslušal sem ene Fince, Korpi, Klani, taka party muzika, ne. Pevci res je bil, mislim, ta band je bil
svoje cajte znan po teh svojih pivskih dogodivščinah in je pevc skozi začel že iz enega odra laufati na drugega, pa še en, pa je pa tako laufa in kar naenkrat zgine, tako kam je padel in je pač padel za monitorjem, ne, in se ni mogel pobrati, tako kot ena želva je bil na hrbtu, ne, in so mu pomagali. Ne. Pa vsaka čas, da folk performa tako pijan, mislim, neki koncentracije, pa se še vsem treba imeti. Mislim, eni pač, tako bom rekel, vse je, da ne, če se greš tako, je zajeban lifestyle. Tudi tako, če nisi zdaj nek zvezdnik, ne, je tako, po mojem, tako bom rekel, vse verjetno je v vseh teh nekih freelancerskih vodah, a ne, nimaš neke finančne stabilnosti, razbit urnik, a ne, in je ful enega prešerja, ki si ga lahko sam ustvariš, ne vem, ki hočeš biti ful kreativen, ki nimaš toliko špilov ali pa kakorkoli, skozi je nek prešer, a ne, ki si ga lahko tudi sam ustvariš ali pa ga industrija in pač pol folk handla, kakor handla, ne. Eni grejo čist rock'n'roll, eni pač svoje stvari skozi razne substance, mislim svoje rekel, svoje frustracije skozi substance daje. Eni so čist clean, recimo Iron Maiden, Bruce Dickinson, on je clean, straight edge bi lahko rekel, pa ful je tam letal. Hudo, vsaka ampak čast. recimo Iron Maiden, pa bi lahko rekel, kako so na sceni 40 plus let, a ne. Ja, pa bi rekel, kako jim rata, ne, mislim. Ja, Kakšni se ga pa že Ja. tako v štartu ja. ubijejo, ne. Če kaj sem gledal zanč, zdaj sem pozabil. Ta film je bil njih Od njih prav, dokumentarc. Ne od Iron Maidena, ampak od enega benda, ki je bilo tudi v teh drogah ful. Motley Crue. Ja, samo to je pa next level, to je pa To je next level. sex, drugs and rock and To roll. je pa Pa je to. legit to. Motley Crue. Ne poznam. To so drugač band, ki nisem vedel, da jih poznam, ampak imajo tako par znanih komadov. Se ima hitiče, ja. Ziher si slišal, Aha. kakšen njihov komad. Ja, to je pa pravna scena. Tako film je brutalen. Ja. Motley Crue, pač modeli se gre ubijajo, pa tako glaven pevce ga tam razmonterava, ono. A te nekaj. Mm. Kako še zmer shandlajo, meni je to noro. Vse je kakšni ne, Layemi Winehouse. Ja, saj Ja. to. Škoda je. Meni je zanimivo, Čeprav- da takih zvest Mhm. noben ne vstal. A veš, kaj mislim? Ker bi rekel, vse zihar je nekdo v zadnji, ki služi tudi z njo, Mhm. veš, nek menedžer, neki, Mhm. ki bo pač uno tako model, zdaj pa dost. Pač, ti Ja. se Ja, drogiraš se na tle hlad, recimo pač prej vstal si, mi- veš, kaj mislim. Ja, Prej že mi je svoje bil glih- koristi. je bil glih ta Svoje problem, koristi. a ne, ko ona sploh ni hotela nastopati, a veš, ne, je bil to full pressure in so nano pritiskali, ne, in te. Mhm. A ni bil, njen zadnji koncert je bil v Srbiji, v Beogradu. A res? Tiska, ki pač nekdo tako s telefonom je par posnetkov tam, ki je ona čist fertik pravno, prav bed ti je, ki jo gledaš, ne, in V smislu, kaj utrujena ful. ne, pa. pač droge, ne, ona je bila čist. Ena drugirana čist. Ja, ali pa alkoholno, ampak po mojem, mislim, da tudi droge pa to in pač se je čisto Samo niče. veš, če tako gledaš, kje se boš postavil, mislim, tako, ok, zdaj si tako čist pragmatično predstavljal. Paradigmatično. Hotel uporabiti čim daljšo besedo, da se čim bolj fancy sliši. To je v redu. Snob. Da bi tako zase si ne predstavljam, recimo mi ful rata, pa dobro, stand-up se ni lihno, da se drugi. Ajde, naredim band, mi rata, sem glaven pevc, uno. Ali pa sem solo pevc, whatever. Ampak tako, da imaš fulno po Ameriki nastopaš, tako stožice razprodaš enkrat na let, ker si to gotičen, ampak drugače igraš po tujini, no prišel si v Slovenijo, kao greš v stožice, kao pozdravta, veš. Si predstavljaš to in da se, ne vem, kaj sem hotel reči. Si na droge probal, ne vem. Ja, in da bi se tam toliko ubil, pač. Ampak tako, predstavljaj si, da ti pa pol uno zadojadi, ne vem, ne narediš tako, cel svet posluša tvoje komade, uno, na radiju si, ne vem, kjerkoli državi greš, ne vem, v Tadžikistan, pa je tam na radiju pač tvoja muska, ampak predstavljaj si, da bi to hotel nehati, ker ne moreš kar nehati, stari. Ne moreš, se ne. kar pa reči, A veš, Vse to. ne grem pa boš- za en teden na Ja. dopust, ker imaš ti za en let pizda Pa tudi pogodbe občutek, podpisane, ne? Vse itak, to. pa občutek imaš, da si ustvaril nekaj velikega, ne ti uno, Nisem A občutek. veš. Ja. Ne, pa kot se, artist. meni se zdi velika tudi problema, ne, recimo pri Amy Winehouse, pa recimo Slipknot so imeli neko tako sceno, ki so dali uno Iowa plato ven, a veš. To so bili tako mulci, ki pač se niso vedeli, kva dela, ampak jim je nekaj ratal, ne.
A veš, mlad človek, ki pač ne shendla, da ima zdaj kar nekaj vse na voljo, veš, da ima tam backstage, ki je tak, ki ga mi nikoli ne bomo imeli. A veš, da se proda milijone enih kopij tvojega albuma, kar nekaj te vsi poznajo, ti si pa star, ne vem, 20 let, naprimer. Si tak, da ne shendaš, ne. Po drugi strani imaš pa ene take, recimo, kot je Ozzy, recimo, ki pač je bil pa to lifestyle, ne, ki je razlagal, da 80-ih se jedva, da se spomne, ne. Bilo mu je najbolj, ampak da bi pa se spomnil prav 80-ih, ki so ga švasali na polno, ampak pač to je bil njegov lifestyle, tako da je čist je odvisno, ne, tako, da bom rekel, da je ta svet tak ful romantičen, pa vsi smo tako lepi, pa vsi nekaj igramo, pač tako smo na koncu ljudje, ne. Sam tako, več ne moreš prekiniti, to mi je fascinantno, pač. Ti po mojem imaš res, a veš, da si, ne vem, kakšna, kaj je zvem, zdaj sem hotel reči, Lady Gaga, ne vem, zakaj mi je ona v glavo prišla. Pa ko ona ima zihar, ne vem, koliko nastopov že naprej, da veš, rezerviranih, pa Justin Bieber, pa who knows. Ja, pa tudi, veš. Pa to koliko ti ena škoda narediš, da nekam ne greš. Jan Plestenjak, da nekam ne gre, imaš ti lahko poslovno škodo. Pa Jan Plestenjak, mislim. Itak, pa že tako imajo, ne, zdaj te, ki res orang delajo, imajo za sabo, ne, imajo zihar management, menedžere ali pa cel management. Booking agencije so založba, s katero podpišeš pogodbo, ne vem, da moraš na 2-3 leta nekaj izdati, veš, ko začnejo nate pritiskati, to je pač, pa došti en dan rekel, škoda, grem jaz raje na Bali, ali pa strehe prekrivati. Da si tako ful uspešen, ampak to ti je tako think, pa greš kaj hkerno v radom, pa tam strehe prekrivaš v BTC-ju, ubijaš 16 ur, ampak daj pa dobro. 2 let nazaj spal, po svetu hodil, pa tam švasaš v nadrž, je dober, šef se dere na te, zaničeva, tepe najbolj, ti imaš najbolj life energy. Ja, firma gre pa dol, stari, milijoni se zgubljajo. To saj ni naredil, drugače. Glih zanj sem gledal en krajši video, ne morem se spomniti imena, ampak ful en hitič je naredil, ki je bil, ma še zdaj se po mojem predvaja. Pa drugače kot ti, kaj je že neki na M, ne, a je Mika? Ja, Mika. Ne, kako je ta ime komad, ful znam komad. Somebody that I used to know. Ja, ta komad. Kako? Ja, tako tak. Ja, on je recimo, vem, da je imel neke bende, ali je imel celo 2 benda, ki so tako igrali, pa še naturali na polno, pa tako pač puno. Bil je del industrije, pač sam, mislim, da tudi produciral. Ja. In ko je ta komad naredil, ko je šel itak po svetu, veš, in potem, se ne vem, tako se ni nič več, kar ni ga bilo, ampak on zanga, zgleda ta prav cajt je videl, da ok, to ni to, kar bi hotel imeti, pa ne vem, delati neke stvari, kar rade je toliko viral, pa toliko prepoznavne, in je prav, ne da je nehal, ampak se je nazaj pač v tista prvi band, ki ga je osnoval, in še zmeri ful producira, pa špilajo s tem bandom, ampak ni pa več tako od solo artist, kot je bilo tle, ne. Ja, ker to bi ga verjetno lahko naprej potegnil, ne. Ja. Mislim, itak, da enkrat zavohajo neki ti skavti. Pa itak, on je imel že ne vem kva že podpisan, pa nekaj bi že mogel hoditi, pa se mislim, da je tudi dosti nastopil, sam je bil tako, daj, fuck it, nočem tega. Tako, svaka čast. Ali pa da ga ni, ne vem, da ga ni zjeba, ker se pač. Ali pa droge. To moraš imeti res jasno začrtan, kaj hočeš v lifeu, da eno tako odločitev narediš, ne. Tako da imaš tako, tam te čaka tako, ne vem, vreča cash, ampak tebi cool tle. Tako da bi videl, da bi nam zdaj za Joe Rogana povabili, mi dva tako, pa ne da se nam biti v Ameriki. Tle naprej, nekaj, ta bi bila huda, ja. Kao imaš raj svoj mir, pa da nimaš te slave, pa to, I guess, ja. Pa boliš, pa tle, greš raj tle v Šipterju, pa kar namesto, da bi ti 17 različnih pic prpelali, a veš, čakali bi te, Ja. Fuck, okej, zanimivo. Ampak drugače pa kaj, metalc po srcu pač. Ja? Ja. S tem sem gor zrasel. Narodno zabavni metalec. Ja. A veš, da je bila enka scena? Direkt iz Metal Daysov. Ja.
smo bili pač ena skupina, pač ena druščina, ki vsa leta hodimo no, pa tako po koncertih in sva šla z bratom, sva imela pa, se pravi, na petek je festivalski dan, na soboto se pač posprav pa gremo in na soboto sva imela špil in dejansko sva direkt iz Tolmina šla na, če ni bil nek praznik praženega krompirja, tam to sem že vodah, slišal, ja. In smo igrali smo In sta bila vidva oblečena. in sva midva direkt prišla, jaz sem kratke hlače, bulse v stran še zmeri od blata, ker pač ni bilo cajta, da bi se ne hit nek stoširal. Ruto sem imel, ne vem kva. Veš, metal camp majica, ne vem kva, in greva direkt in v nošo. Ja, jaz mislim, da sta bila taka na odru. To bilo kar kul, ja. Čak, sam, tam si tudi trobento igral v grajskih muzikantih. Ja, trobento pa bobne. In to elektronske. Jaz jih imam tudi tukaj v kuhinji. Ja, res? Ja, zraven. Nisem igral že 100 let. Sam sem se nekaj naučil, glih tok, da veš, Ta sta Prva. osnoven beat. fus, celo noč sam fus. Ja. Ta vlak je tiho. Ne, vse je bilo kul, vse je bilo zabavno. No. V bistvu sem ful sem užival, ker smo imeli ta zabaven del programa, ker smo itak jugo, mislim to, a veš, vse kar se igra, ne. Itak. Kaj so kakšni tako recimo bendi ali pa izvajalci, no, kakorkoli, metala, ki bi jih priporočil nekomu, ki ni v metalu, ker se mi zdi, da dosti folka je tako, a veš, reče, fuck, metal ni za me, to je ker mi je sam, na hard, ali pa to je sam ta deathcore, pa Sam te, Satan pa Kiri. ja, ne. Kakšni Pa so Drake. kakšni bendi, ki bi jih nekomu priporočil tako kot laiku, pač Aha. glede na Se metal, pravi, da lahko tudi zdrži. da lahko zdrži ali pa da se ufura v to, ali pa... Mislim, itak obstaja cela kupica teh nekih symphonic metal, recimo Nightwish je en tak band, ki sem ga jaz tudi, mislim, ki sem ga poslušal kot mulc, pa še zdaj no, poslušam, bil sem predlani na koncertu, to je ta neka scena full sintov, simfoničen orkester A ja, what? in Okay. metal, ne. A ja, Ta ok, what? Hudo. finski band. Pa nam rekel, da je to mogoče edin band, ki te da už zaradi tega pa začel, A ne. na koncu pa Slayerja, pa ne vem, Aha. poslušati ali pa Metallico. Metallica recimo je tudi en tak band, ki se mi zdi, da ga full folka lahko prenese, če ne drugega, saj v Nothing Else Matters. Vsi to Aha, se ja. prvo naučijo. Tum. Čeprav jaz se nikoli nisem poslušal, ne vem, ni mi bilo ta trash, ni bil tako dober. Oni so kar dosti so tako, bom rekel, za širšo publiko še vse. So, ja. Niso to, za moje pojme, če si res metalc, ti niso všeč, ker so tako, ker si rečeš, da to ni metal zares. Veš, kaj mislim? Veš, kaj je, v bistvu Tako se malo so tako, soft zdaj, metal. da nam kakšno krivico komu naredim, ampak obstaja dve vrsti Metallica fanov. Pač kao true Metallica fani, ki pa imajo radi samo prve 4 plate in pač oni, Ki so, ki je pol, ne, aha, pa, ker so se prodali za cash, pa ratali malo Ja. bolj. pa ki imaš zdaj figurice, veš, v neka glavo premikajo. Ja. Ne, se ne vem, če imajo. Ne, Mnogo imajo. ampak ja, A pa v How-Demo lahko nabaviš od Metallica majice. Ja, dejansko. Ja. ja. Ne, drugače pa tako, kjer so kakšni zanimiv Če ti band, igraš v kakšnem metalnem bandu. metalnem. Železnem bendu. Metalnem ansamblu. Ne, nimam. Mislim, sodeloval sem z Noctiferjo, Ček Noctiferija, Jan Martin Dobre bobna, ne? ne, Ne, za une. Matjaž Grgeta je bil, Čekaj, pa zdaj Urban Krč. za koga pa? Dobre, bobna. Veš, kjer je? Jan Martin Dobre. Izdravali je prševalce na Veš, da- Škofje Loka. Ček pa kakšen tam, Škofje Loška. Ne, zdravali drugač tip. Aha, Dirty. Septic Order. Aha, to je naša. Aha, to je naša scena. Aha, Septic Order, ne to vam. Kako? Aha, to sem vas slišal, ja. Za Volkun. A to je njegov, to je band. Lahko da je to... Ja, to je najboljša možna
Ja. Da bojo zoomali. Baza za odkrivanje bendov, naprimer, ali pa če Aha. hočeš. Ampak metalskih bendov ali? Ja, Aha, Ja. ok. Zakaj pa? Kako pa deluje zadeva? Je veš, tle res najdeš vse, se pravi, Morost. vse o bendih. Morost, ja. Ja, itak, vse smo Ni jih imeli v bobna. kotli. Lani, predlani, ja. No, za Morost pa Septic Order pa Sovrak. Aha, Sovrak tudi poznam, ja, Morost. No, za njih bobna. Ne, on je edini metalec, ki ga še poznam poleg tebe, pa se ga ne bojim. Veš kaj? Ne, pa se, čakaj, ni neka fora, da so metalci kao ful bolj hipi, kakor hipi. Neki tako, Da so hipi. mislim tako, da so Jaz bi rekel, prijazni. da so taki medvedki. Ja, to vsi govorijo za te No, metalce. lega. Ne, to je res. Jaz, ki se spomnim, ko sem bila prvič z bratom na metal campu, a veš, pa itek si tam mulca so bila, pa tako, veš, nekam, ko bo 10 urov LD, pa veš, vsi neki porisani, pa ono, ne vem kva vse, ampak preluknjeni. preluknjeni, preštrihani, ne vem kva. Ampak ne, tam, jaz se prav spomnim, ko smo bili na enem koncertu, en random tip, sploh ne vem, kva je bil, tako me pogledal in se zdrl, veš, ono, zakon, me tako objame in sva začela skakati, tako, ne vem, kdo je bil, ampak ful je ta brotherhood. Jaz sem tako večkrat pomislil, da recimo, ker smo bili po teh festivalih, ali pa tudi tako na koncertih, imaš down feeling pismo, tako bi mogli države funkcionirati. Ono. Na ta način se pravi, da ono, nima veze, pač kdo ali kaj, ne. Ampak vse nas druži nek dober vibe in ne samo muzika, ampak nasplošno dober vibe, ki se zgodi. Ampak ni neki nasilja, ne, v tem metalci. Verjeten, kdo je agresiven. Saj imaš. Verjeten, kdo je agresiven, kot vsak Saj drug. imaš. Ampak ni pa to nasplošno, da se kar Ne. tepete tam na teh metal Nikoli. daysih pa. Imate Imate edin kva imate že, ko se reče, Circle moš Pit, pit. Mosh Pit, pa Circle Pit, pa Wall of Kaj pa- Death. Kaj je to? Kva? Ja, to so tri oblike, ki zgleda tako, na prvi pogled zgleda, to so jo pobili med sabo, Ja. ampak Mosh Pit je to, ki se ustvari ta nek Luknja pa se luknja, pozabijajo. ne, ti si je Wall of Death, ki imaš ti dve frakciji, a veš, William Wallace pa Braveheart, Ja. a veš, ena stran, druga stran in se pol En proti drugemu. en proti drugemu in pa se ustvari mož, naprimer. Aha. Mož je to, da se na enem kotičku, da se začneš prerivati, Wall of Death je pač to, da se klešnete dve frakciji, pa imaš pa še Circle Pit, to je pa v bistvu, da poteka mož v krogu, ne, ti laufaš recimo v krogu, dejansko tako, da bi bili konji. Kva? Ja, jaz sem doživel največji Circle Pit v Tolminu, ko smo po cel Munmu Travanku, en band Heaven Shall Burn so špilali in tak energy je bil, da se je največji Circle Pit in to je bilo tako, to je bilo pravno kuperno, a veš, ko laufaš Ja. 2 kilometra pa pol, ne. Ja. Kako še. A to je tako samo krožnica ali je krog? Pač, če je krog na sredini, se samo obrača okoli na mestu. v resnici. Čisto odvisno je, Aha. lahko se prav tako, lahko imaš ti že v sredini folk, ki posluša in se okoli folka zgodi, lahko se na enem manjšem, a veš, pač važno je, da se, Kako to začneš? en začne, in Laufati. drug začne, ja, en začne, a veš, začneš porivati, ali pa se kar naenkrat ustvari, ali pa se velikrat tudi pokažejo, ali pa reče, we want a fucking circle pit, a ne, Ja. in on začne takole delati in veš, da bo. Mhm. Sploh na kakšnih death metal zadevah. Moš piti pri death metalu so, se spomnim, Cannibal Corpse smo bili. Sem tako tam na unmu, na klančku smo sedeli, malo smo perčkali, pa tako no, poslušali in kar naenkrat jaz vidim tisti brutalen moš piti, ker pač ti energijo porabi. Sam kar pa najbolj zanimivo, nikoli se nobenemu nič ne zgodi, ker pač itak se zgodi, lahko padeš po tleh, ne vem kaj, a veš, se zabiješ v enega, pa ravnotežje izgubiš in ko je nekdo na tleh, to se prav, a veš, dobiš ok, a veš, survival, ta instinkt, ne, in prav, folk se postavi in, a veš, varuje za to, da ne bi pač nekdo preletel in ga dvigne in se nadaljuje. Ful se pas na teh stvarih. Kar je najbolj zanimivo, jaz sem to lani, ker sem bil na nekem nacionalnem posvetu za glasbo in tam sem bil jaz, pa cela kupica, ne vem, ravnateljev glasbenih šol, Foxov, ki sem tako, pač svašta se govorili, ampak en predavanje je bil pa od enega, mislim, da antropologa, ki na filofaksu uči, kakor glasba sveta, tradicionalna muzika, in pol je prišel tudi tam smo gledali posnetke iz Vakna, to je mega festival v Nemčiji,
in smo gledali posnetke Mosh Pita in je razlagal glih to, zakaj se sploh do česa takega lahko pride, ne? Pa zakaj recimo metal kot tak kljub svoji kao agresiji, ne, je v bistvu sam nek rekel, da ti vzbudi ene primarne, primal te feelinge za to, da ti prek gibanja, prek skakanja, predretja daš ven energy, daš lahko tudi agresijo, ampak ne agresijo da už enega kresno, ampak sam, da daš ven in te po eni strani nafila, ne, kljub temu, da mogoče izgleda brutalno, sploh ni brutalno, ampak to je samo en tak naboj energija. Sam je pa tako, pač se ni to čisto za vsakega, ne, marsikdo pač ne prenese te muzike. Jaz bende, ki sem jih poslušal, če bi jih dal komu za poslušati, ker mislil sem tako, kaj to, ne. Itak, ja. Ampak, ja. Ja, jaz tega tudi nikoli nisem štekal, tega na hard dretje. Pa pač imam kolega, ki posluša, pa folk, ki sploh ne bi pričakoval, da posluša, veš, tako ful zanimiv je, ka ful metalcev posluša res veliko muzike in poznajo tako elektronko, veš, ali pa žanre znotraj elektronke, pa klasiko, pa tako. Jaz sem šel 2022 na en band, Dead Can Dance, to je, če poznate, to je en mega projekt enega Avstralca Brandon Perryja, pa Lisa Gerard, ona je pa taka je snemala tudi s Hansom Zimmerem, sodeluje, pa recimo, ki je posnela une vokale glavne za Gladiatorja, veš, ona je tudi del tega projekta, to že od 80-ih naprej, in sem šel v Zagreb na koncert in je tak, ne vem, kako bi rekel, elektronka, ambiental, dark wave, ne vem, kako bi sploh opisal ta band, ampak pridem tja in je bilo ful zanimivo, tako imaš ene une, veš, kaj da bi šli na klasičen koncert v Šmekleni, pol neke metalce tam nas, veš, neke alternativce, neke stare gotičarja, veš, une 50-letnik iz Zagreba, ki je še zmer got, oblečen, vampir. Meni je bilo sad tako, kak folk. Kaj got poslušajo ljudje? Čisto odvisno, vse imaš tudi goth metal, mislim, imaš te recimo doom ali pa gothic rock, ne vem, Marilyn Manson, ne vem, ful enih, ali pa tudi klasiko. Jaz poznam par ljudi, ki imajo radi ta goth sceno, ki radi berejo poezijo, recimo Edgar Allan Poe, veš, te malo bolj dark, ki jih zanima witchcraft. Ja, ampak prav ono, veš, ki imaš ti določene trgovine, spletne ali pa v Londonu imaš ful teh alternative style trgovin, ki lahko pač une vampirske plašče, pa nek usnje, pa tako. Witchcraft si rekel, da poznaš ljudi, ki jih zanima witchcraft. Dej nekaj. In kako pa to zgleda? Nadaljujte. Kaj prakticirajo, kakšne rituale ali kaj? Ja, prakticirajo. Kaj ti? Ja, klasika. Pa mi dovolj tle lebdela, veš, ko glih se pogovarjali o witchcraftu. Klasika, medel. Ni epizoda tega podcasta, če nekdo ne gre ven vmes. To je dober, a veš, da ni uno, tle smo vsi zategni. Ja, pa jaz sem videl, da smo ljudje, ne? Tudi mi rabimo jeti na VC, ali pa po vodo, ali pa... Ja. Witchcraft, ja, mislim, poznam ljudi, ki jih zanima New Age, ki so mogoče malo bolj te hipi, ja, lahko bi tudi rekel New Age, poznam pa tudi ljudi, ki jih zanima pač okultizem, misticizem, tudi mene nas. Okultne vede so, oziroma misticizmi, to so bile mistične prakse, ki so, če so bile na eni strani religije, ki so nastajale, pa ki so nastale, ne, so pač tudi znotraj določenih religij, recimo kabala je ena taka, ki je znotraj neke židovske, oziroma ki je znotraj judovstva je nastala neka mistična praksa, kjer pač se gre bolj za spiritualnost, kjer imaš ti, ne vem, različne prakse, magic, manifestacije in tako naprej, spele.
In tako. Šamanizem je lahko tudi neke vrste. Okultno je zmeri pomeni neka skrita veda, ne? Nekaj, kar je malo bolj alkimija, recimo, je recimo neki je del okultizma. No? Ni to zdaj sam hell, Satan in žrtvovali. Nikoli tudi to zares ni bilo. No? Okay. Kaj pa satanizem? Poznaš koga, ki je satanist? Ja, jaz sem. Ampak kaj to? To ful velikrat rečem, zato ker, veš zakaj? Jaz sem bil enkrat namreč v bivših jugoslovanskih bunkerjih. Pa kar povedal mi, kje sem bil, veš, na pamet, on vedel, kje sem bil. Tam, tam v Žalah. V teh škocijanskih jamah. No in noter so imeli satanisti pač obrede, ne. Sem not videl pač legit zažgane živali, pa neke zobe, pa kosti, pa šest, pa neke znake. Ok, to so bili te pozerji. Pozerji? No, da je objasnil to zdaj. Ne, mislim se, zdaj tako, zdaj se bom, kako že pravijo, stopil iz omare. Ne, da ne kdo misli, da sem tle res nek satan in ne vem kva. Satanist si pa satanist, ker zdaj ga obtožen. In prav napisala bo Gašper Selkov satanizm. Ja, pa na tam mailu ta pentagram za njim. Ker tle se bo neki zrisel pa to. Pa 666. Ja. Ne, ampak tako, glede na metala, ne, to je povezan. A je, a ni? Je pa ni, no. Kaj je največja scena? Mene je recimo na eni strani mitologija, okultizem, mistične prakse so me zanimale, v bistvu zato, ker me je v osnovi zanimala mitologija, pa tudi zgodovina, ne? Se pravi, pa tudi recimo neke ta predkrščanska verovanja, poganstvo pa to, ne? In če tako pogledaš, sej poganstvo v enem obdobju ali pa v enem širokem časovnem spektru. Wow. Všeč mi ta beseda. Časovnem spektru. Meni se zdi, da folk besedo spektr jih povsod v turi. Ja, sam zato, da lahko. Res, spektr, da je nekaj spektrum. To je čist na drugi strani spektra. Sam reči na drugi strani. Česarkoli, posode, prostora, whatever, lestvice, ne vem. V glavnem. Ne, v glavnem tako, recimo poganstvo. Predstavljamo si 12. 13. stoletje ali pa 11. stoletje, dobe križarskih vojen. Na eni strani imaš islam, krščanstvo je ful močno, ful ljudi so že zažgali zaradi pač tega, ker so bili čarovniki. In še zmeraj so obstajale razna verovanja, pa prakse, ki so bile mogoče bolj, ali pa recimo obstajali so animisti, ali pa ne vem, verjeli so v take še in drugačne bogove. In če tako pogledaš v očeh teh ljudi, pač you worship Satan, ne? In se mi zdi, da zdaj ta satanizem, ki ga ljudje zdaj gledajo, ki imaš ti na eni strani krščanstvo, naprimer, pa na drugi strani padi angel, Satan, kao da si samo na drugi strani te istega polja. To ne vem, če je za moje pojme satanizem. To je bolj v smislu, jaz sem hočem biti malo bolj edgy, pa hočem zavračati neko religijo, ki je pač na tem prostoru in jaz bom zdaj narobe obrnil križ. Mislim, to res ni satanizem. Druga stvar, ki je ful demonizirala vse to, je pa v bistvu v 70-ih in 80-ih je nastal fenomen, ki se imenoval Satanic Panic. Takrat se je recimo tudi Dungeons and Dragons se je igra osnovala, folk je ful to igral, bendi kot so Motley Crue, Twisted Sisters, pa Kiss, pa te so nastali, pa Ozzy, se pravi Black Sabbath, pa to, ki so nastala, ne. In v Ameriki je obstajala lista bendov, ki so bili prepovedani, ki naj bi vsebovali satanistične. In tudi, čakaj, niso Led Zeppelin, a veš, una fora, če nazaj predvajaš, da slišiš nekaj, a veš. In dejansko to je sprožila žena od tega, Al Gore, če ste gledali, ki je South Park,
ki se iz njega norca delajo. Ne vem, kako je bilo že ime, ampak ona je sprožila tudi par dejansko sojen, ta pevc od Twisted Sisters se je šel dejansko zagovarjati in tako brutalen manifest, izjavo dal, ki pač je jasno pojasnil, da so pač muzičari, da delajo muziko, da delajo art, da ne prakticirajo nobene čudne prakse in da ni jasen. In ta satanic panic je bila dejansko je en fenomen, kjer je folk dejansko mislil, da določena muzika je pač povezana s hudičem in da to kvari našo mladino. Ne. In pa, ko dodamo zraven še Hollywood, pa razen Exorcist, pa to, zdaj imaš ti modernega človeka, ki razmišlja, wow, satanizem je pa to, ne. Ja, ne vem, ja, kri in to. Ampak je pa dejstvo, da pa obstajajo določene mistične prakse, ki bi lahko rekel satanizem. Na eni strani imaš recimo enega Anton Sandor LaVey, ki je v bistvu dejansko vzpostavil, mislim, da se je imenoval Church of Satan, če se ne motim, ne, v 60-ih ali 50-ih, ne, tak pobrit model, tako zgleda, malo zgleda kesno. Ja, pa ne, hecam se. Ampak on je recimo prav dejansko naredil in on je kao izvajal ti črne maše. Ampak to je tako, to je malo tako, you're just on another side of neki, proti čemu si proti. Ne? Imaš recimo luciferianizem, obstaja tudi, kjer pa se ne gleda na besedo Lucifer kot na padlega angela, ampak se gleda v bistvu etimologijo, ne, prav, ne? Ja, same besede, ker lucisfere prinašati luč, ne, to je bil v bistvu Venera, na primer, je bila že v grškem izrazu je bil eosforos izraz, ne, se pravi nek svetleča stvar. Eosforos je drugače tudi beseda, ki je pol kasneje nastala fosfor, ne, in ta element ob reakciji, mislim, da z zrakom, začne žareti. Ne? In recimo Venera je bila od nekdaj je bila simbol razsvetljenstva. Ne? In recimo en del, pač ena mogoče praksa, no, ki jo eni izvajajo, luciferianisti, kako bi rekel, sploh se ne gre v to, da si ti tam prakticiraš neke temne sile, ampak razsvetljenje. To, da pač ti vlagaš v sebe in razvijaš svoj potencial. In to je ne kot lik nečesa, ampak revelation, illumination. To. Ja, razkriti. Da si se ful zapričal. Mislim, mene te stvari... Veliko veš o tem, ne? Zdaj me samo zanima, ste že kdaj kazensko preganjali? Ne, so mi pa kdaj, veš, ko pač sem nosil in Torovo kledivo ali pa tako nekaj te, ali pa ne vem, brat je imel udaren Maiden polover, pa kdaj na vlaku te gleda tam in pa tako slušalke v šestih ne slišiš, kaj ti goridaš dol, pa jaz ti satanistka imaš te tu na majici, veš, pač ja. Enkrat mi je rekel, a si z bratom smo imeli oba, pač pa še zdaj nosim Torovo kledivo, ne. Sem bila mulca in en gospod je prav vprašal, če sva člana kakšnega kulta. Pa sem ga jaz gledal, zakaj, ja, imaš ta narobe obrnen križ, pa sem bil tako, Torovo kledivo, ne. Drugače ima pa 3 tipke med robente. Veš, da nič ne veš. To je v bistvu 8 kombinacij, kako imaš ti lahko prste, 2x2x2. In kaj, pa lahko samo 8 različnih stvari zaigraš? Ne, ti lahko greš, ti imaš cel obseg, ne, itak gre pač... Ti že s pihanjem oziroma trobljenjem lahko različne zvoke proizvajaš. Ja, ti greš po likvotnem nizu, to so Grki odkrili, veš, recimo, če ti struno daš na pol, se pač oglasi oktava in bolj, ko se manjša, višji gre gor, imaš določene likvotne nize in potem gre pač potem v principu trobenta deluje s tem, da pač s temi različnimi kombinacijami tip skrajšaš ali pa podaljšaš pot zraka in lahko ujameš vse te tone, ki so vmesane. Samo v bistvu je pa point, da začne se vse itak tle not
vdih, ti zrak ven sprožiš in ustnice zgornja in spodnja začneta vibrirati, ker jaz lahko ton že z ustnicami naredim. a ne. Si že lahko Ja, neki že različen. to se lahko oglas. Potem pa ustnik in trobenta je pa sam podaljšek vsega tega. Pa imaš pa, se pravi, na eni strani imaš ti pozicije jezika, se pravi, če je to konica jezika, se takole premika, ne gre tako, a ne, ali pa pač zadnji del hrbta, kako bi rekel, no. Jezika gre gor, s tem pa ti lahko uravnavaš višino ali pa nižino tona, ker to ti v bistvu pomaga usmeriti zrak in povečati hitrost. Ne. Tlak v bistvu. po Ja, domače ja, ja. Manjši A veš, odsev, hitreje, večji je tlak. se pravi, za doseganje nekih višjih tonov. Se Ja. tako kot pri sesalcu, samo da tle obratno, pač manjša kaj ta cev, ne bolj bo vlekel. Ja, ali pa balona, veš, ki ga Ja. napneš, ne, ki bo Ja, ja. višji, pa malo spustiš, pa je bolj prdine. Tle je pa ista fora, ne. Ker velikokrat se zgodi, ali pa tako, ne, jaz sem imel tudi problem, ker sem bil mulc na nižji glasbeni, veš, da boš ti neke visoke tone dosegel, ki jih ne moreš, a ne, ker ne moreš toliko pihati, kao, toliko zraka čez spustiti, sploh ni fora, ti moraš biti relaxed in sam hitrost zraka povečati, a ne, pa ker se te mišice okoli začnejo delati, samo držijo, sredina mora biti pa mehka, zato da vse lahko vibrira in potem Jaz sem lahko enkrat dosežeš. urok za trobo. Ja? To pa Ta to. lovski. Ne. Ali? prav Horen ležite, prav. Horen. Oziroma- Da. Francoski rok. Ta. Ja. Ko imajo te narodne zabavne sami. A ja, misliš, ne pozavna, evfoni, Verjetno. ja, bariton. To, bariton. No, to sem A je bil zatrobil. ta? Da je imel- Naprej. Ja, Ja, itak. No, to sem enkrat, ampak tako ne vem točno, kaj sem naredil, pa sam probal sem najbolj Mhm. različne stvari in mi je ratal. Mhm. No, pa dele, ko sem bil v Pragi, sem bil pa v enem hostlu, ki sem imel pa tako ful inštrumentov posod, pač po Mhm. stenah in tako nad zaigrati. a ne. Ja. In jaz sem bil in sem imel tako na stropu, v bistvu tako je bil tak lesena preklada, ne, in gor sem imel trobento, pa rok je bil nekaj prevrtan, ne, Mhm. ni mogel, trobenta je bila pa guta, ne, sem si vzel stol in sem šel proti robat. In sem bil tako prav pis, da vem, da ste dal višji gore, veš. Ker je to, kar diži to dela. Jaz sem grem stav, da je 100 ljudi to naredil, vse sem Ja. pa zuno umil tisti pismo. Mhm. Mislim, ustnik, ker sem bil tako, pač to je kar tako verjetno nagraženo, ne. Če, Ja. Mhm. če to vsak turist naredi z mišljenjem, da se noben ni naredil, je to najbolj umazan ustnik, ever, ker pol ne pucajo. a Ne. Tako da to, pa imeli so kitare, pa no, dobro, Mhm. ajde, ne bom se hvalil. Multiinstrumentalist. Ne, nisem sam, je bilo pa hudo, vse si probo, veš. Ja. Pa malo bobne so imeli, kontrabas so imeli tako. Mhm. Ampak mi je šlo na kurac pri kontrabasu, ker so ga v bistvu na pol razžagali, da ni bil tako ven. A veš, Kva zadnja, kako na pol? kontrabas tako, pa tle roka, ne, pač Ja, tako, ja. ne. In so ga tako prežagali, zato da so ga Aha. dali čist in pol ni odmeval, da res. Ja, itak rab imeti telo, ne. Res je. Mhm. Kitaro so dali tudi na streho, ne na streho, na steno, tako full hood flat. Hudo. Ampak se pravi, pol ti pri trobenti ton ustvariš, sorry, to me res zanima zdaj. Mhm. Se pravi, in s tipko, Mhm. ampak in z tem, kar delaš ti z usti. Pač se pravi, ti z unimi 3 tipkami bi v teoriji lahko samo 8 stvari Ja. naredil, ti pa pol dodaš še z usti, da še povišaš ton. Ja, drugače se sliši, če bi brez ustnika pihal not, se sliši nek sound, se sliši in dejansko lahko pač po kromatiki, pol tona, ne greš gor dol in pač lahko samo eno kombinacijo. Ampak ja, načeloma, ja, ker ti dodaš še ustnik, je to v bistvu kombinacija oziroma koordinacija jezik, prsti, zrak. Sam čakaj, ne, ustnik je, pri trobilih je ta v krogu, Ja, tam je pa jeziček pri pihalih. jeziček je pa pri pihalih. Ja. Mhm. Mhm. A znaš tudi pihale igrati? Ne, mislim, imam ti neke Saksofon manirsko. je pihalo, ne? Ja. Pa sta Znal kot bi grifati, vedel bi, kako gre prstni redi, zato ker je isti prsten red, kot pri blok flauti. Tako da bi lahko neki, ampak verjetno bi kakšen ton spravil, tako ne znam igrati. No. Recimo, Ampak trobila, verjetno karkoli bi ti dal, bi pa kar odigral. Ne bi. Ne bi. Ne bi. Horen bi po mojem šel,
Bariton ima večji na ustnik, ima, rabo bi neki cajta, veš, recimo naš ustnik je, ne, diameter je, ne vem, takole, ne vem, koliko je to. A veš, horen ima še malo manjši ustnik, tuba, pozavna, evfon oziroma bariton, to ima pa pač ta kap, ne. Ja, se imajo tudi vsi, ki igrajo. Bil sem, lani sva bila z Mačkom, pa Zevo smo bili Ja, na Mali Guči. aha, In je bil en pač trubači, ne, in je bil en tako dosti tak ja, močen gospod iz tega njihovega orkestra, iz trube. In model je res, ki se je napihne. si napihne, ja. Ja, to so Se letos, to ko je- sem šla tudi videla, Aha, tega modela. To je bilo to leto. Ja, ja. Midva so bila, sem ga pel Aha, na aha. trubo, je. Pa mu je bilo kar čuden na začetku. Pa se mi je bilo dobro drugače. Poj pa vibe. ja, se to Ti si je, bil kdaj na Mali trubi? V na Mali Guči. Na Mali trubi, ja, na Mali Guči. Ja, igrali smo z Leni. A ste bili? 2017, tam nekno, ne, Ja. par let nazaj, 2018 smo igrali, ja. Sam letos pa ni bilo tako full folka spet. Ja, ni bila gužva, ja. Se je dal čisto lepo Ok. dihati. Ampak je bilo cool. Ja. Sam je bilo dobro, takrat, ko smo Pač bili kakšen mi. je bil model. a ne? Ja, res, Ja. ko... Pa res pa- ono, vsak je Ja. noro, no. Pač zanimivo. Pa una tuba je tudi toliko ogromna, pač. Tako skoraj, da moraš biti debel, da sam se usede na te, da ne rabiš nositi. Ja, Čist noro. noro. Čeprav še zmeraj nosiš, koliko bedno. Ja, sem z nogami. ne Ja, z z nogami, ne z rokami. Ja. Ok, se mi smo na uri 16, drugače že. Tako da epizodo imamo, a ne? A bomo zaključili počas. Živijo. Svinjenje. Zadnje cajte ful uporabljam, to imam tudi tako pri svojem projektu Ksul. To smo pa čisto pozabili. Ja. Glavnem si, poglejte si model, delam svega svež. Musko. Vse kakšni linki lahko se to bomo spodaj naštimali. Lahko tudi. Bomo Ja. dali link. Bom napisal Gašper, Ej, je drugače poznam mi iz pa- Kamnika pa link. Moram prav reči, da mi je kul, a veš, ker itak veš, na podcast, a pa na takih zadevah, až prije muzičar, se mu v muziki pogovarja, kdo si ti, kaj si ti. Pa to je tako, mislim, ja, ok, lahko jaz lepo vem, kje sem vse igral, pa koliko sem preigral, sem tako, nobody cares. Ja, pa Meni je povsod kul, so ista vprašanja. pač da se, Debata, ja. debata To je pač drugače, je lahko, Se jaz imam na enega, na 10 podcastov za moje pojme, da mi rata z gostom prije do tega, Ja. da je res pogovor. Ja. To, ki smo imeli danes, recimo. Ja, Ja, se to v bistvu si bi midva želela, da bi bilo tako, ne? Da Ja. bi imela midva tle ljudi, ki so, ne vem, Zgovorni znani smo po tudi. nečem, ja. recimo po glasbi, a ne? Ampak z njimi bi se pogovarjala pa tako. Imela nek Neka pogovor, pol tudi ne. štekaš, a veš, kad ti enega greš prečekirati, a veš, ga boš zaradi tazga pogovora boš lahko bolj začel štekati, kva on sploh musko dela, zakva to tako zveni, zakva je tak človek, a ne. Ne pa pač, jaz lahko rečem, da sem igral lani na, ne vem, 3 festivalih, ampak Ja. tukaj pomeni, mislim, moja muška zaradi tega zveni samo zato, ker sem igral na teh 3 festivalih, Ne. ali zato, ker pač sem, Ker si ker sem, a ne. satanist, a ne. Ja. To se je zdaj parijelo, kva si jo mislil. Ljudje, Ker jutr Riki že. v Riki službi. že, joj. Ej, kul, moto še zmer čakamo. Moto. Moj moto 125 zadnje cajte, kubikov. motor, ki ga imam, Lažje, a veš. to je ful lažje, ker lahko točno povem. Ne, škva zadnje cajte ful tudi tako na poskus objavljam. Be without fear, oziroma bodi brez strahu. Sam zato, ker je preveč tega v svetu, pa ker je en tak killer, a ne, strah te zmeri. Mislim tako, ne smeš se bati strahu, to hočem s tem povedati, pač, ker je lahko nekaj, kar ti prinese eno motivacijo, lahko ti pa tudi sproši, ne vem, en občutek respekta do neke situacije. Pač je samo eno izmed odzivov, eno izmed feelingov, ki ga lahko sprejmeš ali pa odvržeš, in zato se tega ne smemo bati. Fair. Good, Fair good. point. Se pravi, no fair. Kupujte vne majice, no fair. Veš, una firma, ki No je. fear. Ja, A ja, one, pa une kape. Pa so New tudi- Yorker. New Yorker, ja, taka fast fashion firma je. No to- fair. ta Tako da ne. EPP kupujte. Ja, za New Yorker. Colors of Benetton. Hvala lepa, ker ste gledali današnji podcast svetega Stanislava. In to sem Ja, jaz, in to je on. In to sva midva.